Nahajamo se v nasadu špargljev. Kot vidimo, imamo eno leto stare sadike. Špargelj pravzaprav v tem jesenskem času, ko nekoliko spremeni barvo, ko se obarva rumeno, seveda nadzemne dele porežemo, tako ga pripravimo na zimo. S temi nadzemne deli enostavno naredimo to, da jih dodamo na kompost, ko poskrbimo za dodatno organsko gnojenje, ki nam bo še kako prišlo prav. Seveda, to prvo leto v času sajenja šparglja smo največ časa porabili za okopavanje, rahljanje tal. Tudi tukaj zdaj vidimo, da so tla trda, glinasta, pri nas so kar dokaj zbita, zato jih bomo nekoliko porahljali, da dobimo v nižje plasti zrak. Jaz uporabljam kar nihajno motiko pepa, ki ima nihalo, ostro rezilo in na ta način odlično okopavam. Kar se tiče pa bolj preciznega okopavanja okrog sadik, pa lahko uporabite rezalno motiko Anka, ki je pravzaprav zelo primerna tudi za okopavanje okrog sadik v zelenjavnem vrtu. Tako da pri nas nam ta sadika, ta motika, zelo prav pride takrat, ko imamo rastline že posajene, ko so že sejane v vrstah, in tukaj pa vidimo, da to težko ilovnato zemljo bomo na ta način nekoliko prezračili, spustili več zraka, in to je pravzaprav za rastline najboljše. Tako, jaz bom nadaljeval z rezjo špargljev. Šparglje bomo prvič pobirali 2 leti po sajenju in takrat okvirno samo 2 tedna. Naslednje leto nabiramo 4 tedne, tretje leto, se pravi po sajenju, se pravi še 1 leto naprej, pa nabiramo šparglje kar 8 tednov in si tako pridobimo zelo kakovostno živilo, ki očisti organizem.